Ali višje kazni za lastnike psov, ki svojih štirinožnih prijateljev nimajo na povodcu, niso zalegle. Kršiteljev je še vedno ogromno. V slabih 2 mesecih je bilo namreč izrečenih za 44 400 evrov glob. V Društvu za zaščito živali opozarjajo, kako pomembno je, da so psi na povodcih ves čas, zaradi varnosti njih samih in njihove okolice, da je tako ljudi kot psov, ki se bojijo psov, ogromno. A kdo sploh preverja kršitelje in kje? Kako strog je ta nadzor? Laja Hrovat. Čeprav višje kazni za lastnike psov, ki so brez povodca na javnih površinah, niso ganile vseh. Odvisno od vsakega psa posebej. Če je pes pod kontrolo, ne vidim razloga, zakaj bi. Pa se mnogi strinjajo, da bi morali biti psi obvezno na povodcih. Pes v urbanem naselju mora biti pod kontrolo. Več ali manj ja, sploh če so netrenirani. Naš pes je najbolj navaren, ki ga imamo pod nadzorom, drugače nam lahko pobegne v promet, na progo, kamorkoli v kakšno nevarnost. Potem imamo pa tukaj ljudi, ki se mogoče psov bojijo. V skladu z zakonom o zaščiti živali je nadzor nad kršitelji v izključni pristojnosti policistov in občinskih redarjev. In spomnimo, če so se kazni za lastnike psov, ki na javnih površinah niso bili na povodcu, prej gibale med 200 in 400 evrov, pa so se zdaj zvišale na od 600 do 1200 evrov. Mehni psi, pa tudi veliki, ne vem, če ne bi mogli kaj dosti narediti, da bi dobil 1200 kazni. Če se nekdo boji psov, se boji ne glede na velikost. Z uprave za veterinarstvo so sporočili, da smernic ali meril, ki bi usmerjala osebo, ki vodi postopek, kdaj naj določi kakšno višino globe, ni. Odločitev o višini globe se sprejme individualno od primera do primera. Ne samo za povodce, predvsem za kakce. To bi jaz kaznil vajdu. Z policije so sporočili, da je bilo od 20. avgusta po trenutnem zakonu evidentiranih 74 kršitev. Znesek izrečenih glob pa 44 400 evrov. Torej, če kazni kaj zaležejo, pa ja, če pa nič ne zaležejo. Pristojni organ se lahko odloči za višjo globo od najnižje predpisane v primerih, ko lastnik psa ponavlja kršitev oziroma je bil že prej opozorjen ali kaznovan za enako kršitev, je neodziven ali ne sodeluje v postopku. Vsak lastnik mora biti tako pameten, da odloči se za velikost psa in ki je namenjen v tistem okolju, ki živi. Na mestnem redarstvu v Ljubljani pa so sporočili, da nadzor poteka predvsem na tistih mestih, kjer pogosteje zaznavajo tovrstne kršitve oziroma to želijo občani, na primer v parkih, zelenih površinah in rekreacijskih območjih.